Ja, danes začenjamo novo šolsko leto, vstopamo po modelu B. To pomeni, vsi učenci od 1. do 9. razreda so v šoli in smemo izvajati tako obvezni kot tudi razširjeni program dela. Seveda vse bo potekalo pod vsemi priporočili, navodili, ki smo jih dobili tako z ministrstva kot tudi z NIJZ. To pomeni, da bomo dali velik poudarek umivanju rok, razkuževanju vseh tistih predmetov, prostorov, katerih se najbolj dotikamo. Pomembno bo tudi, da se držimo talnih označb, ki nam nekako nakazujejo, v katero smer gremo. Poleg tega čim bolj vzdrževati varnostno razdaljo in največji poudarek odpiranju oken, zračenju prostorov. Kako ste se pa pripravili na prihod prvošolcev? Ja, danes v našo šolo vstopa 18 prvošolcev. Prav kmalu ob 9. uri se nam bodo pridružili. Najprej bomo za njih imeli en krajši program, izvedli ga bosta obe učiteljici 1. razreda. Potem pa bodo učenci odšli v razred, starši pa na teraso pred 1. razredom, da bo razredničarka z njimi še spregovorila tiste najpomembnejše stvari, da bodo vedeli, da so v naši šoli varni. Verjetno so mnenja različna, vendar prevladuje mnenje, ja, šolanje v šoli je povsem drugače, kot pa kadar so bili doma in smo jih poučevali na daljavo. Kljub temu, da smo v bistvu nekako, bom rekla, tudi osvojili že ta način in izboljševali se tako mi kot učenci, vendarle šolanje doma ne more zamenjati pouka v šoli, ko smo res vsi skupaj. Trenutno smo samo starše obvestili o tej možnosti, da lahko teste za svojega otroka dvignejo v lekarnah. Na voljo imajo 5 testov mesečno in priporočali, tako kot nam je priporočala stroka, da to testiranje opravijo ali v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, da v bistvu že varni, zdravi pridejo s ponedeljkom v šolo. Podatkov nimamo, v bistvu zdaj v tem trenutku so učenci s svojimi razredniki, verjamem pa, da bomo tudi do teh podatkov prišli. Letos imamo 10 oddelkov, 191 učencev, ker pa je zraven še vrtec, lahko povem, da imamo v vrtcu 6 oddelkov in vključenih z današnjim dnem 103 otroke.